Lepo pozdravljeni na današnjem webinarju. Danes bomo govorili o tekočem klorofilu oziroma o zelenem zlatu, kot mu tudi mnogi pravijo. V zadnji reviji številke Kali News smo kar nekaj informacij o klorofilu delili z vami in predvsem v povezavi z težavami z želodcem. Danes pa bo z nami naša strokovna sodelavka Monika Lepener delila še več koristnih informacij, povedala kdaj, zakaj in kako lahko ta tekoči preparat uživamo, da bomo občutili njegove blagodejne učinke. Z veseljem predajam besedo njej. Spoštovane, spoštovani, veliko veselje mi je, da se ponovno srečamo, pa čeprav samo preko ekranov, in vas povabim, da na to situacijo, kakorkoli nas že obremenjuje in otesnjuje, da vendarle pogledamo s pozitivne strani. Namreč sedaj imamo čas, da še malo bolj poskrbimo zase. Lahko si privoščimo kakšno knjigo, ki nas čaka že od pomladi, ali pa naredimo eno resno kuro za razstrupljanje. Tudi o tem bom danes spregovorila v predavanju, in sicer tako, kot je Maja rekla, o zelenem zlatu, o tekočem klorofilu, in prepričana sem, da boste slišali kar nekaj uporabnih informacij. Pa začnimo. Verjetno že veste, da samo ime klorofil izhaja sicer iz stare grščine in je sestavljeno iz dveh besed, kloros, ki pomeni zeleno, in fiton, kar pomeni list. Klorofil je sicer pigment, ki rastlinam daje zeleno barvo, večinoma se nahaja v listih zelenih rastlin, in če pogledamo v naravo, ugotovimo, da ga je v bistvu v poletnem času, takrat, ko je več naravne svetlobe več, medtem ko zdaj sama količina klorofila pojenja in prihajajo na dan drugi barvni spektri, torej rumeni, rdeči, rjavi. Tako kot se lepo pokaže v jeseni. Sicer pa sam klorofil sodeluje tudi v procesu fotosinteze. Bomo tudi o tem čisto na kratko spregovorili, namreč fotosinteza vam jo bom jaz predstavila zelo na kratko in zelo poenostavljeno, pa je vendarle takšna kar zapletena kemijska reakcija. Je pa proces pretvorbe, ko rastlina uspe iz sončne energije narediti kemično energijo, kar pomeni, da uporabi ogljikov dioksid, torej v bistvu naš produkt, ki ga izdihamo, vsa živa bitja veste, da izdihujemo ogljikov dioksid in vodo, in jo s pomočjo sončne energije pretvori v hrano zase, kot stranski produkt pa daje kisik. In brez te fotosinteze, brez te kemijske reakcije na Zemlji ne bi bilo življenja, kajti vsa živa bitja smo od kisika v bistvu odvisna. In ta klorofil je poznan po svojem okrepčilnem in stimulativnem delovanju v bistvu že skoraj 100 let, od 40 let prejšnjega stoletja. Odkrit je bil pa leta 1915, kemijska zgradba je bila takrat odkrita in je tudi tisti znanstvenik, ki ga je odkril, dobil za to Nobelovo nagrado. V tem času je bilo tudi okrog tega narejenih zelo veliko študij, in vsaka od te študij je pokazala, da ima skoraj čudežen učinek na telo. Pridobljen je tekoči klorofil iz lucerne, torej detelje, in je poleg klorofila A in klorofila B tudi izvor nekaterih vitaminov, mineralov, beljakovin, pa tudi nekaterih prebavnih encimov. Mnogi to rastlino, lucerno, poznajo pod imenom alfa-alfa, ki v prevodu pomeni mati vse hrane. In je tudi iz veterinarskih krogov zelo znana, so jo recimo dajali konjem za jesti, ker so že zdavnaj ugotovili, da tisti tekmovalni konji, ki uživajo lucerno kot večji del obroka, so bistveno bolj vzdržljivi in na tekmovanjih dosegajo tudi bistveno boljše rezultate. Kar pa ni zanemarljivo, če to prenesemo v naše življenje. Tekoči klorofil kot tak je naravni izdelek za izboljšanje našega zdravja, pa tudi dobrega počutja. Z vsem, kar vsebuje, ima, kot sem že rekla, mnogotere učinke na naše telo in se najprej ustavimo pri prvi točki, torej da razstruplja. Namreč,
Potem, poleg tega, da razstruplja, še regenerira, ureja prebavo, protivnetno deluje. Poznamo ga tudi kot naravni deodorant. Tako kot je Maja rekla, v prejšnji reviji je bilo kar nekaj napisano o tem, da pomaga ljudem, ki se soočajo s težavami z kislino, želodčno kislino, pa antiseptično deluje. Potem pospešuje tudi celjenje ran, pa preprečuje utrujenost, in znan je tudi kot zelo dober antikancerogen. Pa če se najprej ustavimo pri razstrupljanju. Mi kot ljudje pridemo na svet v bistvu nezapacani, čisti. In z tem, kje živimo, kako živimo, se v bistvu malo po malo nalagajo v našem telesu toksini. Po domače se v bistvu zastrupljamo. Naj si bo to vdihovanje onesnaženega zraka, kajenje ali pa življenje v nekem, ali pa neko pasivno kajenje. Potem prinašamo vase vse te toksine preko prehrane. Vemo, da je v prehrani ogromno pesticidov, aditivov, težkih kovin, tudi hormonov, antibiotikov in vse ostale kemije. Toksini lahko vstopajo v naše telo tudi preko onesnažene vode, ki tudi vse to prinaša s sabo. Lahko se absorbirajo preko kože, naj si bo to zaradi kozmetike, zaradi samih oblačil, recimo, pa naj si gre tukaj za sestavo oblačil, recimo sintetična vlakna ali pa barvo oblačil, barvo, ki jo uporabljajo za barvanje oblačil. Potem se pa zastrupljamo tudi preko elektromagnetnega sevanja, kot so, na primer, sevajo računalniki, mobilni telefoni, hišni aparati, ne vem, televizija, mikrovalovna pečica, v bistvu karkoli, kar v bistvu to škodi našemu telesu. Kadar gre za neke majhne količine vsega naštetega, je v bistvu naše telo sposobno vse to predelati in potem nevtralizirati, spremeniti in spraviti iz telesa. Kadar pa je vendarle tega preveč, govorimo o toksičnosti. In tako kot so naravne poti, po kateri toksini vstopajo v naše telo, so tudi naravne poti, po kateri se naše telo razstruplja. In prvi tukaj je recimo respiratorni sistem, torej preko pljuč, grla, sinusov nosu. Potem je zelo velik in učinkovit detoks sistem v našem telesu je gastrointestinalni, torej jetra, žolčnik, tanko in debelo črevo. Potem so tukaj še urinarni sistem, ki ga sestavlja ledvice, sečni mehur, sečnica, koža preko znojnic, lojnic, solzevodov in pa limfa, limfni sistem, kamor spadajo te limfne žile in pa bezgavke. In vsak od teh naštetih sistemov ima izjemno pomembno vlogo pri detoksifikaciji, torej pri tem, da te toksine spreminja in jih poskuša spraviti izven telesa. In če eden od njih ne deluje v popolnosti, potem začnejo toksini v našem telesu zastajati, kar pa pomeni, da v bistvu prihaja do avtointoksikacije. Ti toksini prehajajo skozi črevesno steno, s krvjo se raznašajo po telesu in v bistvu zastrupljajo to našo medceličnino, to tekočino, ki obliva celice in na ta način v bistvu okolje, vsake naše celice naredijo v strupeno okolje. V prvi vrsti se to kaže potem kot neka kronična utrujenost, lahko zaznamo kot glavobol, padec imunosti, potem preobčutljivost na določene snovi, ki se lahko razvije potem kasneje v alergije, pa problemi s prebavo, ali je to prehitro odvajanje ali zastajanje blata, spremembe razpoloženja. En tak zelo zanimiv pokaz, da moramo upraviti detoks, je zadah iz ust, neprijeten vonj potu, nasplošno neprijeten vonj fecesa, celotnega telesa, lahko se pa kaže tudi kot depresija, težave s spanjem, kot neko kronično vnetje v telesu, ki potem za sabo prinese bolečine, tudi maligne tvorbe in še bi lahko naštevali. Če želimo, da bo razstrupljanje uspešno, ga moramo pa izvajati v celoti. Kar pomeni, žal bo premalo
samo to, da naredimo en detoks v smislu prehranskih dodatkov. V prvi vrsti moramo narediti spremembo celotnega življenjskega stila. Naj si gre tukaj za spremembe v prehrani, kar pomeni, da čim bolj opustimo predelano hrano, recimo bela moka, sladkor, mleko, alkohol, da se izogibamo kofeinu, cigaretnemu dimu, različnim zdravilom. Druga stvar, ki je pomembna, da jo naredimo, so spremembe v našem življenjskem slogu. Da pazimo, kje se gibamo, kako se gibamo, kdaj se gibamo, kakšna oblačila uporabljamo, kakšno kozmetiko uporabljamo, v bistvu, kaj dajemo vase in nase, to, da dovolj pijemo, pa da pazimo na to, kaj pijemo, ne? Da ni potem tule izgovora, se na predavanju rekla, da pa lahko vsak dan 3 piva, ne? Pomembno je, da pijemo eno tako zdravo, kakovostno vodo, po možnosti alkalizirano, vsaj 30 ml na kilogram telesne mase. Potem si pa lahko vsak nekje sam preračuna, kakšna je tista količina primerno za užite tekočine. Potem fizična aktivnost se razume na svežem zraku, pač takšna, ki jo naše telo zmore. In pa šele na koncu naravni prehranski dodatki, kot je na primer klorofil. Govorili smo zdaj ravno o tem, da klorofil odlično razstruplja. Poleg tega pa tudi regenerira, kar pomeni, da spodbuja obnovo naših lastnih celic. Zelo učinkovito se je tukaj izkazal predvsem pri jetrnih celicah, pospešuje obnovo jetrnih celic, predvsem pri bolnikih, ki se srečujejo s hepatitisom, torej vnetji jeter, pri jetrni cirozi ali pa maščobni degeneraciji jeter, ki smo jo v bistvu vsi podvrženi zaradi svojega življenjskega stila. O sami prebavi je bilo že v reviji veliko povedano, ampak vas vseeno spomnim. Klorofil kot tak spodbuja pravilno delovanje črevesja. S tem pa tudi pospešuje izločanje odpadnih snovi, posledično preprečuje obstipacijo, torej zaprtje, in preprečuje nastajanje hemoroidov. Na ta način lahko v bistvu tudi zelo izboljša naše splošne počutje. Poleg tega nevtralizira želodčno kislino. Za želodčno kislino vemo, da je glavna naloga želodčne sluznice, da izloča želodčno kislino in s njo sodeluje pri dobri prebavi hrane. Zaradi različnih vzrokov, kot so na primer spremenjeno delovanje spodnje zapiralke požiralnika ali pa neusklajene peristaltike, se potem želodčna vsebina, delno prebavljena, vrača v požiralnik. To imenujemo gastroezofagalni refluks in sluznica požiralnika pa ni narejena za to, da bi se lahko srečevala s to močno kislino, zato odreagira. In mi to občutimo kot neko pekočo bolečino za prsnico, ta bolečina pa lahko seva potem tudi proti vratu, proti obrazu in ob stalni prisotnosti kisle vsebine v požiralniku se seveda sluznica požiralnika vname. Določene ljudje, potem, ko je zadeva res huda ali pa se pogosto ponavlja, se ljudje srečujejo zaradi tega s hripavostjo, pokašljevanjem, lahko pa tudi s pljučnicami zaradi vdihovanja želodčne vsebine. In ko vse to, kar se tiče prebave, ne deluje normalno, ko ti toksini zastajajo v našem telesu in v bistvu preplavljajo naše življenjske tekočine, se naše telo in zakisa in tudi dobi en tak zelo neprijeten vonj. Tako telesa, potu, kot tudi izločkov. In velikokrat imajo ljudje izkušnje s tem, da če uživajo, če naredijo eno kuro s tekočim klorofilom, da dejansko deluje kot nek notranji naravni deodorant. Torej, da izniči ta neprijeten vonj, s katerim se ljudje srečujejo. Veste, da imajo tudi ljudje, ki imajo nameščeno stomo ali pa se soočajo z urinsko ali fekalno inkontinenco, en tak specifičen vonj. Tudi tukaj je bil potrjen zelo dober, blagodejen učinek, da se je ta vonj izničil, pa tudi pri ljudeh, ki so se srečevali z neprijetnim
ustnim zadahom so te tegobe z uživanjem tekočega klorofila rešili. Sicer pa veliko žensk poroča tudi o tem, da tekoči klorofil v kombinaciji z menopavzalom zelo dobro blaži simptome menopavze. In sicer, da ženske v bistvu hladi. Po domače temu rečemo valonge, ko pride tisti val vročine, ko imaš občutek, da se bo ženska kar stopila, se močno poti, s pomočjo klorofila ima občutek, da jo v bistvu to prijetno hladi in na ta način lažje prebrodi vse te predmenopavzalne težave. Potem, če nadaljujemo z naslednjim stolpcem, ima klorofil dokazano tudi zelo dobro protivnetno, antiseptično delovanje, pa tudi izjemno dobro pospešuje celjenje ran. Protivnetno deluje, tako kot sem prej rekla, ko se vname sluznica požiralnika in ko se zaradi dolgotrajne premočne kisline delajo ulkusi na črevesju in v želodcu, klorofil zelo dobro po eni strani nevtralizira to močno želodčno kislino in tudi pospešuje celjenje teh ulkusov, ker vemo, za celjenje ulkusov nimamo prav veliko metod, da bi lahko pospešili njihovo celjenje. Poleg tega zelo dobro antiseptično deluje tudi proti želodčni bakteriji Helicobacter pylori, ki je prav tako zelo zoprna za odstranjevanje in je potrebno za njeno v bistvu, da se je rešimo, kar dolgotrajna terapija z močnimi antibiotiki. Izkaže pa se tudi zelo dobro proti bakterijam, ki za svojo rast potrebujejo anaerobne pogoje, torej pogoje rasti brez kisika. In to so zopet tiste bakterije, ko recimo se pojavljajo pri globokih vodnih hranah. Ko se zgornja plast tkiva zapre, spodaj ostaja mesto brez kisika ali pa z bistveno manj kisika in to je odlično gojišče za anaerobne pogoje. In tekoči klorofil se uspešno spopada tudi s tem. Poleg tega, da pospešuje celjenje ran, tudi preležanin, za katere veste, da ko nastanejo, jih je izjemno težko zazdraviti. Obnese se pa tudi kadar imamo afte v ustih, je spiranje s tekočim klorofilom izjemno učinkovito in, kot sem že omenila, tudi celjenje gastrointestinalnih ulkusov, ki jih povzroča višek želodčne kisline. Potem je pa tukaj še ta slavna utrujenost. Kadarkoli se kdorkoli sreča z utrujenostjo, razmišlja o tem, da je preveč delal, da je pretiraval, da se je kjerkoli drugje zalomilo in ne pomisli na to, da mu v telesu nečesa manjka. Tekoči klorofil pa deluje na ta način, saj ima zelo podobno zgradbo kot hemoglobin. Za hemoglobin pa vemo, da prenaša kisik po našem telesu. In prav tako lahko klorofil in klorofilin prenašata kisik zaradi zelo podobne kemijske zgradbe in na ta način uspešno preganja utrujenost. Raven energije se ob redni uporabi tekočega klorofila izjemno hitro dvigne. In še ena stvar, ki je tudi danes zelo aktualna, je pa klorofilovo antikancerogeno delovanje. Namreč, številne študije so pokazale, da lahko klorofil učinkovito antikancerogeno deluje, torej preprečuje nastanek rakastih celic. Sam klorofilin je sicer substanca, ki danes velja za najmočnejšo naravno sredstvo, ki ščiti organizem pred spremembami, ki pripeljejo do nekontrolirane tumorske rasti. In deluje v bistvu nekako po treh poteh. V prvi vrsti ta, da upočasnjuje delovanje encimov. Če namreč želimo, da se razvijajo rakaste celice, se morajo določene snovi pretvoriti iz prokancerogenih v kancerogene. In za to pretvorbo potrebujejo encime, torej ene pomagače, spodbujevalce. Eden takih encimov je citohrom P450
In ker klorofil upočasnjuje delovanje tovrstnih encimov, posledično tudi zmanjšuje možnost nastanka rakastih celic. Torej, tudi če imamo v telesu te predrakave spremembe, če nimamo encimov, se ne bodo spremenile v rakave. Encime pa zmanjšujemo s tekočim klorofilom. Drug način protirakastega delovanja klorofila je ta, da tvori zelo močne vezi s snovmi, ki v telesu povzročajo raka. Mednje spadajo recimo ti poliaromatski ogljikovodiki iz cigaretnega dima, pa heterociklični amini, ki se sproščajo, kadar prežgemo ali pa prekuhamo meso, in še bi lahko naštevali. In tretja pot delovanja je ta, da izjemno dobro nevtralizira kancerogene toksine. Med temi rakotvornimi strupi, ki jih vnašamo v svoje telo, je najbolj znan nekako aflatoksin B1. Za aflatoksin ste zagotovo že slišali, najdemo ga pa v bistvu v žitaricah, recimo kot so pšenica, rž, pa na kikirikiju, na pistacijah, v bistvu na vseh tistih hrani, ki so neprimerno skladiščene in se zaradi neprimernega skladiščenja na njih razvije plesen. V te plesni, nekatere od teh plesni tvorijo aflatoksin B1, ki je izjemno močno kancerogen. In so tudi številne študije, ki dokazujejo, da recimo v slabše razvitih državah, kjer imajo manj kontrole nad kakovostjo živil, je rak jeter, ki ga povzroča konkretno aflatoksin B1 bistveno bolj v porastu, kot recimo v zahodnem svetu ali pa v razvitih državah, kjer se dela več kontrol in se potem tudi neprimerna hranila izločajo iz obtoka. In v bistvu tam klorofil, tekoči klorofil, kalivitin, je primeren za vse, da ga uživajo čisto vsi, ki imajo katero od prej naštetih težav. Tudi otroci od 4 let naprej se lahko tega zelo dobro poslužujejo, in sicer odrasli uporabijo 5 ml proizvoda, razrečijo ga s 300 ml vode ali pa nekega naravnega soka in ga uživajo do 3-krat dnevno. Pač odvisno, kakšne težave imamo in kaj želimo z njim doseči. Medtem ko otročki 2 do 3 ml do 2-krat na dan ga popijejo. Kadar se srečujemo z vnetnimi procesi v ustni votlini, lahko uporabimo opisano mešanico za grgranje. 5 ml razrečimo z decilitrom vode in to grgramo. Naj si gre za bolečine v grlu, za vnetje dlesni, lahko to zelo učinkovito. Potem je pa morda čisto nasvet ta, da tisti prvo grgranje dobro premešamo po ustih in izpljunemo, vse naslednje pa lahko potem tudi pogoltnemo. Nenazadnje slino, vse te snovi, ki se izločajo v ustih, itak pridejo v naše telo. Pri aftah v ustih je priporočljivo, da se nerazrečen tekoči klorofil z vatirano palčko nanaša na spremenjena mesta večkrat na dan. Na ta način v bistvu fino razkužimo mesta in tudi damo možnost za pohitreno celjenje. Prav tako pa se nerazrečen lahko nanaša na rane, ki se slabše celijo. Ali pa tudi na kakšne druge rane, ne rabijo biti ravno nekaj zastarane. Gazo se v tem primeru umoči z nerazrečenim klorofilom in se položi na rano in potem tam ostane do naslednjega preveza. Morda je na mestu še opozorilo, da se ob redni uporabi likvid klorofila lahko urin obarva v zelenkasto barvo, pa tudi jezik se lahko rahlo spremeni v rumeno, rjavo ali pa celo črnkasto. V bistvu to ni zdravju škodljivo in spremembe po prenehanju uporabe klorofila tudi izzvenijo. Tako, prišli smo do konca. Jaz sem vam natresla kar nekaj informacij. Verjamem, da je med vami že marsikdo, ki klorofil uživa, in tudi veliko takih, ki se danes prepozna med potencialnimi uporabniki tega zelenega zlata. Prav tako pa verjamem, da bo ob njegovi uporabi jesen bolj zdrava in naše počutje veliko boljše.